Rečemo, zavihaj si rokave, ne? In to, recimo, otrok, jaz mislim, da mu 3-krat, 4-krat rečeš in pokažeš in on poveže, recimo, ne, ker to je v bistvu zanj naravno, ne, mogoče mi odrasli ne uspemo usvojiti jezika na tak način, vendar za otroke je to naravno. Zakaj? Ker otrok prav v zgodnjem otroštvu komunicira s telesom, ne, zdaj ni treba, da imamo Kitajca, da imamo Marsovca, ampak če imamo dojenčka in vsi smo ga imeli doma, mislim, da dojenček, ko se je rodil, ni vam točno povedal, kaj želi in kaj ne želi, ne, in torej preko telesne govorice, ne, smo začeli komunicirati, če ga mati cel dan gleda jezno, jaz mislim, da ta otrok se ne počuti ravno prijetno, ne, in mislim, da to lahko si vzamemo kot recimo, en primer tega, ne, da ko nam pride otrok, ki ne obvlada našega jezika, da preko naše telesne govorice in preko naše mimike lahko veliko temu otroku povemo, ne? Tudi če je v stiski in mu rečemo, ma pridi, ne? On bo razumel te geste, ki mogoče za nas odrasle niso več toliko naravne, kot so bile, ampak za njih je nekaj zelo naravnega, ne? Tako. Zdaj, kar se tiče, moja izkušnja, recimo sem se dosti naučila iz tega, da sem šla v to poučevanje angleškega jezika takrat v začetku let 2000, ko nisem imela materijala, ne, in veliko sem se naučila iz tuje literature in veliko mi je pomagala ta Total Physical Response, ta metoda, ki jo je prvič preizkušal ta ameriški psiholog Asher, kateri je preučil tesno povezavo, ki nastane med besedo in gibom, ne, v začetni fazi sprejemanja in usvajanja novega jezika pri mlajših otrocih. Torej, ta asociacija gib beseda, tako kot sem rekla prej, ne, torej, si zavihamo rokave. Torej, to je prav ena metoda, ki je razširjena danes po celem svetu in deluje celo na odrasle osebe, ne. Mislim, te igre, če, ne vem, kot smo naredili recimo balonček, na primer, ne, v kitajščini, ne, to deluje tudi pri učenju odraslih, ne. Torej, učenje, otroci usvojijo z lahkoto, recimo preko kreten, preko gibanja in seveda to pozitivno in igrivo in sproščeno okolje jim pomaga, ne. Zdaj, če mi naredimo eno igrico celo v tej psevdo-kitajščini, se vsi nasmejemo, ne, in nekje ta čustva pridejo na dan, ne, in poleg tega seveda telo je tisto, ki nam pomaga in pomaga otroku pri sporazumevanju, ne. Ja, seveda to ni dovolj, ne, ni dovolj ta rutina. Zdaj, če gremo iskat, ne, v angleščini imate ogromno teh knjižic za ta Total Physical Response. Kaj je to? To dobimo povsod, v bistvu vseh naših teh ljudskih pesmi. Imamo to, da se lahko postavimo v krog, da lahko zapojemo eno pesmico in kažemo. To je to, v bistvu, ne. Tako kot je rekla prej tudi Sara, ne, pri tem nam tudi zelo pomaga glasba, ker glasba ima en ritem in jezik ima en ritem, ne, recimo. In tukaj imamo eno ljudsko pesmico, ampak recimo za slovenščino, jaz ne bi vam rekla, ne vem, kupite angleške Total Physical Response in jih prevajajte. Ne, ker boste dobili vse v Cicidoju, boste dobili vse v Galebu, boste dobili, ne, tudi recimo majhen košček, ne, poleg tega, da lahko izkoristite vso ljudsko izročilo, ki je zelo primerno za naše otroke, ampak boste dobili v vseh vse, kar imate na razpolago, boste dobili, recimo, čeprav ni narejeno točno za tisto, boste lahko priredili en delček ene pesmice, zato da boste tisti delček lahko otrokom pokazali, ne.
Recimo, en drugi primer je pravljica Repa velikanka, to je ena dramatizacija tega total physical response, ko recimo imaš detka, ki je pulil, je vlekel, in vse to recimo otroci lahko prikažejo, seveda na začetku, če otroci ne znajo jezika, ti si tisti, ki igra vse te junake, in počasi zdaj, kdo bo dedek in vedno isto, pravljica je ponavljajoča, ker besedišče je eno in isto in vsakič oni pokažejo, kaj delajo, in tega dobite ogromno, ker recimo jaz takrat, ko z angleščino sem iskala material za predšolske otroke in ga nisem dobila, ker ga ni bilo in ni bilo niti interneta, v bistvu jaz sem se znašla, da sem morala nekaj ustvariti, in sem začela s izštevankami, ki v angleščini se jih dobi, ker jih zelo uporabljajo. Samo tisto potem je zmanjkal material. Ok, sem dobila to total physical response in sem dobila en določen material. Potem sem šla na slovenščino v italijansko šolo in sem rekla, in zdaj imam material za angleščino. To je funkcioniralo. Kje bom dobila zdaj total physical response za slovenščino? In sem ga imela pred nosom in ga imate praktično povsod. Recimo v Cicidoju ali v Galebu dobite polno že ta vrtec pri Veseli kravi, ena zgodbica, ki ima dve strani, tam so vedno eni in isti 4 živalice, so vedno one. In učiteljica krava. In imajo eno majhno dogodivščino, in tisto, če dramatiziraš tisto, tam imaš, mislim, ogromno lahko, z tiste pravljice potem lahko narediš, spremeniš, dodaš, in predvsem imaš možnost tega, da oni to pokažejo. In to je bistveno, ker oni s tem, da oni pokažejo, se naučijo jezika preko, recimo, preko giba, ja. Prej? Ja, in tle, recimo, jaz mislim, da sem to že večkrat predstavila, sem predstavila tudi ta balonček. Zakaj? Ker mene me je ta Artigal zelo navdušil, sem jaz sreča, da sem pri njemu naredila celoten tečaj. Sicer on je učenec, on je vzgojitelj, ki je delal v vrtcu 25 let in ko on naredi tečaj, povabi vzgojiteljce, ki se vpišejo v en vrtec, kjer so otroci, on dela z otroki. In torej ne tako na suho, da se ne bi videlo. Ponavadi ima tam 25 otrok in nekje vzgojiteljce, učitelji so ob strani. Zakaj dela to? Ker v bistvu njemu se pozna, da je delal v vrtcu z otroki in lahko to počne. Je pa bil učenec te Trojte Tešner, ki je mamica Hokus and Lotus, ne vem, če poznate to. To sta 2 junaka, ki učita angleščino otroke. Ja. On je bil njen učenec. Kaj je on dodal, izredno po mojem pomembnega, te zgodbice so zelo luštne, vendar tako, jaz nisem navdušena nad eno samo metodo dela, meni je všeč tako, da malo ukradem tukaj, malo ukradem tam in potem si na podlagi mojih otrok, na podlagi moje, mislim, skupine, ki jo imam, potem jaz naredim svojo dejavnost. Meni pa je on izredno všeč, prav zaradi tega čustvenega momenta v teh dinamikah. Zdaj, Nataša je rekla šok in jaz sem prepričana, da je to res en šok, samo jaz delam na tem, da je pozitiven šok. In te njegove pravljice, po mojem, ti dajo res ta pozitiven šok v smislu, da mišljeno je, da igrajo vsi skupaj, torej krog. Mislim, vsi igrajo vse. Vsi so glavni junak. Ne potrebuješ nobenih kart, saj na začetku, ker to zdaj govorimo takrat, ko sprejmeš otroka. To je eno, recimo, kot en input, en uvod v to, kar je jezik, ker potem seveda moraš nadgrajevati. Tako. To, jaz vidim to vsaj v moji skupini deluje tako, da na začetku šolskega leta naredim več teh pravljic in kar se mi dogaja zdaj, ki sem posnela včeraj celo skupino, je, da ti otroci, neslovenski otroci, učijo te zgodbice une druge in oni želijo delati.
In tako včeraj smo naredili, recimo, vsi skupaj in boste videli posnetek, ki sem ga naredila včeraj, ker želijo tudi naši otroci sodelovati pri tem, ker so vsi, recimo, torej nihče ni izključen. In po drugi strani niti nihče ni izpostavljen. Ne? Ker v naslednji fazi, kadar oni se naučijo to zgodbico, to dramatizacijo preko telesa, lahko oni nastopajo. Ampak na začetku, ko ne znajo jezika, ti si glavni akter, ne, dokler vidiš, da oni niso usvojili določenega besedišča. In oni avtomatično se vključijo, ker se ne čutijo ogroženi, se ne čutijo izpostavljeni. In meni to zelo, zelo deluje in potem, recimo z leti, jaz sem njega spoznala mogoče 15 let nazaj in danes jaz pišem sama po moji želji, recimo, po vzorcu, ma tudi včasih mi dajo otroci eno tako izhodišče in potem nastane ena pravljica. In moram reči, da te zgodbice, recimo, jaz se jih ne rešim. Recimo, lani smo delali jajce, letos v prvi dan pouka so me vprašali, kaj lahko naredimo jajce. Ne, ki ni nič posebnega, samo oni se tako zabavajo, se tako sprostijo. Ne? In danes za kosilo smo imeli korenčkovo juho in sem naredila eno pravljico, 4 leta nazaj, korenčkovo juho, in mi je rekla ta naša šolska sodelavka, kako bi jaz rada slišala tisto pravljico korenčkova juha. Ne? Mislim, on da noter take elemente, ki nekje ulovijo otroka v tisti pozitivni čustveni moment, ki ustvari željo po spoznavanju jezika. Ne? Telo in gib, te zgodbice, seveda vedno nekaj pokažemo, torej je mimika prisotna in kar je važno, je ta ritem. Vso to besedilo je zelo kratko, je enostavno, je ponavljajoče, prav zaradi tega, ker se noter v tem besedilu skriva ritem jezika. Da ga oni dobijo, ker mi, kot odrasli, mogoče, če nismo prav 100% pozorni, ne uspemo, ne razumemo, da vsak jezik ima en določen ritem, oziroma moramo biti zelo pozorni, da to razumemo. Recimo med italijanščino, angleščino, slovenščino, to vsak jezik ima prav eno določeno glasbo, ne, en določen ritem, eno osnovo, ki je povsem drugačna. Ja. To je, mislim, mi ne zaznamo tega, ne, vendar oni to, mislim, na naraven način usvojijo jezik na tak način, ne. En primer, ki ga boste potem videli, ne, to je samo besedilo riba, hobotnica, riba. Oni sploh, recimo, jaz sem to delala tudi v enem vrtcu, tako, sem rekla, daj mi tiste otroke, ki ne znajo nič jezika in bom to naredila, tako, ker prav sem želela iti v en drugi vrtec se preizkusiti, da otroci me niso poznali, nihče ni vedel, da je to riba. In nihče ni razumel, da je to hobotnica. Ne? Potem počasi se lahko dodaš potem kakšno slikco ali pa sami pridejo včasih, če to je riba, ali, mislim, potem dodaš druge elemente in potem lahko zamenjaš živali, ne? Lahko tudi spol, recimo, namesto sem lačna, sem lačen. Torej, iz teh kratkih zgodbic ti lahko, recimo, ne vem, je lahko, ne vem, metulj in nekaj drugega, ne? Recimo, potem gradiš besedišče mimo grede, ne? Tako.